Hrbtenico elektroenergetskega sistema predstavljajo daljnovodna omrežja in razdelilne transformatorske postaje. Na maketi vidimo 3 takšne postaje ter 16 stebrov, ki simbolno predstavljajo visokonapetostno omrežje. Slovenija pa je tudi dobro povezana s svojimi sosedami. Na maketi sta vidni 2 takšni povezavi, in sicer 400-kilovoltno povezavo z Avstrijo ter s Hrvaško. Rdeča rotacijska luč simbolno prikazuje pretok energije iz države, modra pretok energije v državo. Razdelilne postaje služijo kot visokonapetostna stikališča in tudi za spremembo napetosti med vsemi 3 napetostnimi nivoji, 400, 220 ter 110 kV. Ključni elementi v sistemu so poleg transformatorja še stikalna in merilna oprema, ki je na maketi predstavljena kot prostozračna, v zadnjem času pa se gradijo zaprta stikališča. Na maketi smo simbolno predstavili vse 3 reke in s tem tudi vsa 3 velika podjetja za proizvodnjo električne energije iz vode. Prva je reka Soča ter družba Soške elektrarne Nova Gorica, ki je predstavljena za akumulacijsko hidroelektrarno z velikim jezom. Druga zahteva nekaj abstraktnosti, saj se reka preimenuje v Dravo, in naslednja elektrarna je kanalska elektrarna družba Dravske elektrarne Maribor. Poleg stoji tudi infrastrukturni center za energetske meritve, ki je del Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Pa še druga sprememba reke, kjer Drava postane Sava. Na koncu je predstavljena še savska elektrarna družba Hidroelektrarne na spodnji Savi. Termoelektrarna uporablja domači lignit, ki ga koplje bližnja družba Premogovnik Velenje. Nuklearna elektrarna Krško že od 80. let prejšnjega stoletja predstavlja pomemben del pri verigi oskrbe z električno energijo za 2 državi, Slovenijo in Hrvaško. Njeno podaljšanje delovanja do leta 2043 pomeni zanesljivo oskrbo za naslednjih 20 let, a kljub temu so v teku intenzivne raziskave za drugi blok nuklearke. Posebej pomembna je tudi termoelektrarna na tekoče gorivo, in sicer termoelektrarna Brestanica. Njen namen je poseben v sistemu, saj je namenjena zagotavljanju rezervnega napajanja za nuklearno elektrarno. Prav tako se elektrarna vklaplja, ko v sistemu primanjkuje električne energije ali pa so ugodne tržne razmere za njeno delovanje. Na maketo smo umestili tudi vetrnice, ker se zavedamo, da bo vetrna energija igrala pomembno vlogo pri zelenem prehodu države. Smo v času sončne revolucije, kjer je opolnomočeno prebivalstvo dobilo možnost proizvodnje lastne električne energije. Zaradi velikega vremenskega, časovnega ter sezonskega vpliva so sončne elektrarne najpogosteje v kombinaciji z baterijskimi hranilniki energije, ki bodo dobili vedno večjo vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Vloga razdeljevanja oziroma distribucije se spreminja iz klasičnega usmerjenega pretoka energije v dvosmerno pretekanje. Posledično so se pojavili problemi, ki jih še pred desetletjem ni bilo. Ravno distribucija lahko igra ključno vlogo pri prestrukturiranju energetskega sektorja s posodobljeno infrastrukturo, ki bo zagotovila potrebe današnje družbe. Če samo pomislimo, koliko bo v državi toplotnih črpalk, električnih vozil ter sončnih elektrarn v letu 2030. Vse več se izkorišča tudi odpadni bioplin za proizvodnjo električne energije. Primer take proizvodnje je tudi na maketi. V prvem primeru so izvor bioplina živilski odpadki, v drugem primeru lesna biomasa. Poleg tega pa poznamo tudi elektrarne na deponijski plin. Gre za okolju prijazno proizvodnjo, žal pa so moči takšnih enot precej majhne. V državi imamo elektroenergetski sistem, ki je namenjen njihovim uporabnikom. Ključna bremena na maketi so mesta Maribor, Ljubljana, Krško in Celje, pa razne vasice in seveda industrija. Omenimo na primer železarno, tovarno aluminija ali pa na primer Slovenske železnice. Seveda pa v državi ni električna energija edini energent, tu so še zemeljski plin in tekoča goriva. Ta igrajo še posebej veliko vlogo, saj je od njih še vedno odvisen večji del prometa. V elektroenergetiki sicer igrajo manjšo vlogo, a kljub temu dovolj pomembno, da so na maketi.